Pozdravljeni, In seveda pozdravljena naša Slovenija. ki jo uradno imenujemo Republika Slovenija. Veš, Iza, da je pred 31 leti v tem času potekal plebiscit v Sloveniji? Kaj si rekla, Ela, plebiscit? Kar zapletena beseda in pravzaprav sploh ne vem, kaj pomeni. Ta beseda izvira iz dveh latinskih besed. Plebis, ki pomeni ljudstvo, in sticum, ki pomeni sklep. Torej sklep ljudstva. Še vedno besede plebiscit ne znam povezati z našo državo. No, naj ti razložim. Torej, to je neka vrste glasovanje. 26. decembra leta 1990 so uradno razglasili rezultate plebiscita, na katerem so se prebivalci Slovenije odločili za samostojno državo, saj naj bi na ta dan Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v vsej svoji zgodovini. Lahko bi torej rekli, da je to neke vrste rojstni dan naše države. Točno tako. In tako smo rojstni dan države poimenovali kot dan samostojnosti in enotnosti. Kaj pa danes? Smo še enotni, znamo še ceniti samostojno domovino, ki smo si je tako želeli in do katere je vodila težka in dolga pot. Domovina je lahko sonet, lahko je lep dolg ep, lahko je majhna roža, lahko je velik svet. Veliko ljudi je pozabilo, v kakšnih razmerah danes živimo, mnogi se jezijo, ker drugačnim načelom sledijo, to pa so tudi tisti, ki so največji optimisti. Domovina je ena sama, je kakor mama. Nihče je ne more spremeniti, ter moramo jo ceniti, ter se ji zahvaliti za položaje in izzive, za njene naravne dobrine. Res je, da je majhna, a po srcu največja, zato ne izgubimo upanja v njo in jo cenimo, hkrati pa bodimo drug do drugega strpni in polni iskrene ljubezni. Predlagam, da v ta namen pogledamo, kaj o vrednotah menijo učenci 7. razredov. Prisluhnemo mislim naše učenke Julije iz 9. razreda in pogledamo posnetek, ki nam bo ogrel srce. Vrednote v času korone. Vrednote so smisel življenja, držijo naše življenje pokonci. Veliko jih je in nas nevede spremljajo na naši življenjski poti. Zanje smo lahko hvaležni. Ljubezen je ena najlepših vrednot, brez katere bi bil svet pust in temačen. Vrednote za vsakega pomenijo nekaj drugega. So čudeži življenja, so darovi in ne glede, da so včasih slabe, so neskončno pomembne in na nas ljudi močno vplivajo. V tem času korona krize so se za vse nas na novo oblikovale.
Bili smo in smo še vedno prikrajšani za marsikaj. Danes si svate ne predstavljamo več brez mask in ukrepov, še nedolgo nazaj ne bi verjeli, da se kaj takega lahko zgodi in obkroži cel svet. Ena izmed zelo pomembnih vrednot, svoboda, je v današnjem času dobila nov pomen. Šele sedaj smo se začeli zavedati, kako pomembna je. Človek bi se svobodo naj prostovoljno odločal, a danes je ta pojem pod vprašajem. Ljudje so zmedeni, potrebujejo svoj pravi jaz in svobodo do odločanja. S tem postanejo boljši in predvsem srečnejši. Smo družabna bitja, ki potrebujemo pogovor z ljudmi, s prijatelji. Ljudje nismo radi sami, pogovor nas izpopolnjuje. V koronskem času pa je druženje bilo dolgo prepovedano. Nismo dojeli, kako pomembno je druženje, dokler si nismo s prijatelji in najbližjimi ponovno segli v objem in si spregovorili iz oči v oči. Marsikdo bi menda res rekel, da smo se lahko videli in slišali preko telefona, ampak to je čisto drugače kot očesni kontakt. Ta bližina daje prav poseben čar in v tem času bi to najbolj potrebovali. Seveda pa lahko na čas izolacije gledamo tudi s pozitivne strani. V bistvu smo kot vse družine ves čas skupaj. Dobili smo priložnost, da se še bolje spoznamo. Družina je tista, ki me vedno spodbuja in mi daje upanje. Družini je vedno mar zame in me drži pokonci v najhujših časih. Korona nam je v času, ko smo bili doma, veliko dala misliti o zdravju. Spet smo se ozavestili, da je to neprecenljiva vrednota. Zdrav človek ima 1000 želja, toda bolan samo eno. Skozi življenje smo postavljeni skozi veliko ovir, veliko preprek, ki jih moramo rešiti. Iz njih se učimo, z njimi postajamo močnejši, postajamo boljša različica samega sebe. Zato moramo vsem najti dobre stvari. Verjemite, sprva in vedno ne gre, ampak nekje je vselej začetek. Mi pa smo pri koncu spisa. Verjamem, da si vsi želimo, da se korona že končno enkrat poslovi od nas, saj je ne bomo prav nič pogrešali. Vsem pa želim čudovite in nepozabne praznike, preživite jih v krogu ljudi, ki jih imate najraje. Naj bo Božič poln sreče in zadovoljstva, novo leto pa polno novih zaobljub in ciljev. Julija Ciglarič, 9. Iza, katero vrednoto pa bi ti izpostavila, če bi morala? Veliko jih imam. Ampak mislim, da si življenja brez pravih prijateljev ne morem predstavljati. Svesana majhen, pravi prijatelj mi vedno pomaga in se ne hvali, ko me premaga. Pravi prijatelj mi vidi v srce in brez ovinkov resnico pove. Prijatelja najti ni vedno lahko, če sam se ne trudiš, kak tebi ne po. Sem jaz
Božični čas je pred vrati. Odrasli in otroci že težko pričakujemo trenutke, ko nas bodo pod božičnim drevesom presenetila pisano zavita darila. Ta čas najraje preživim s svojo družino. Ja, družina je tam, kjer se življenje začne in ljubezen nikoli ne konča. Družine so, da se zberejo okrog mize, ko se obuja spomine, piha svečke na torti in rešujejo krize. Družine so, da se drži sreča in deli skrbi. Družine so pozimi, poleti, jeseni in pomladi. Družine so, da se imamo radi. Družine so suhe in debele, majhne in velike, različnih slogov in oblike. Družine so, da zmeraj veliki poskrbijo za male in ko mine mnogo let, mali za velike. Povedali in slišali smo veliko o različnih vrednotah. Kaj pa ljubezen, ki je tako pomembna za vse človeštvo? Saj je res, zame je najpomembnejša ljubezen. Boris A. Novak, ljubezenska za dečka. Ljubezenska za deklice. Vame jih je bilo kar 10. Vame jih je bilo kar 10. Ena Saška, En Sašo, ena Jana, en Jani, ena Draga, en Drago, ena Branka, en Brane, ena Duša, en Dušan, ena Andrejka, en Andrej, ena Vanja, en Vanja, ena Petra, en Peter, ena Damjanca en Damjan in ena Ljuba. in en Ljubon. Jaz pa sem bil ves čas le v eno miru. Jaz sem bila več čas le v enega mirota. Ah, kaj Hočem, takšno je življenje. Ko sem jo zagledal, ustavil se je svet. Zdi se mi, da nepremično sem gledal jo zatet. Stala kot boginja, je na sredi mesta. Prišlo mi je na misel, moja boš nevesta. Meni se zdi, da zame si ustvarjena. Pridi z mano, nočem, da bi mi ušla. Kaj mi da za tebe veže do sveta? Pa daj, ula, ula, ula. Meni se zdi, da rada moja bi bila. Nisem kriv, da se ne morem ti upret. Nisem kriv, da ti si lepa za umret. Meni se zdi, da zame si ustvarjena. Pridi z mano, nočem, da bi mi ušla. Kaj bi da za tebe veže do sveta? Pa daj, ula, ula, ula. Meni se zdi, da rada moja bi bila. Nisem kriv, da se ne morem ti upret. Nisem kriv, da ti si lepa za umret. December. Čas, ko se oziramo nazaj in delamo inventuro leta, ki se izteka.
In je hkrati čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja. Obljube za obljube in želje. Želje zase in za bližnje. Običajno si ljudje želje izmenjamo v božično-novoletnih voščilih, ki jih zapišemo v voščilnice. Simon Mlakar, voščilo. V novem letu vam želimo čisto novo avtoklimo, polne zračnice uspeha, staro kišto polno smeha, celo goro sladkarij, celo skledo traparij, ravno prav prijetno vreme in na puklu lahko breme, brez potresov in poplav, v čevljih, ki vam bodo prav. Spoštovani, ker je pred nami že novo leto 2022, vam ob bližajočih se praznikih želim, da jih preživite kar se da lepo, v družbi ljudi, ki vas imajo radi, vas cenijo in spoštujejo. Doseženi cilji in uspehi tega leta naj vam bodo vodilo tudi v prihajajočem, da bo tudi novo leto vsaj tako uspešno, kot je bilo to. Želim vam topel, blagoslovljen in miren Božič, v novo leto pa zakorakajte kar se da odločno, da bodo cilji, ki ste si jih zadali, doseženi, zdravje vsakodnevna dobrina in iskrenost najtoplejša vrnilna. Božične pesmi pomagajo pripraviti pravo božično vzdušje. Z njimi hladna zimska jutra v trenutku postanejo toplejša, bolj vesela in prijetna. Okraševanje jelke, peka piškotov, druženje z najbližjimi ali kar že imate v načrtu, bo bolj prijetno in boste počeli z več veselja, če boste poleg poslušali katero od božičnih pesmi. Vračam se za Božič, ko se traje vesel.
Tudi mi dve imamo za konec voščilo za vse vas. Vsaka beseda, vsak pogled Vsako dejanje in vsak nasmeh, lahko prinese srečo drugim ljudem. vsak trenutek je lahko nov začetek. Velika upanja ustvarjajo velike ljudi. Zato radostno pojdimo naproti novemu letu 2022.